Lepo pozdravljeni bralke in bralci družine. V rokah že držim svežo novo številko praznične družine, ki je, tako kot običajno za praznike, dvojna številka. In kaj prenaša, nam bo sedaj na kratko predstavil odgovorni urednik družine, Boštjan Debevec. Boštjan, že naslovnica kaže, da bo božično obarvana, torej jaslice. Od kje pa so te jaslice v tem številki? Tokrat smo jaslice poiskali po našem katalogu in odkrili, da so to jaslice, ki so letos na razstavi v Vatikanu. To so jaslice Anke Trpin in so posebnost teh jaslic je, da so figure oblečene v narodne noše, različne. In pa to, da so ta trenutek v Vatikanu na mednarodni razstavi, kjer jih občuduje cel svet. Vsem na ogled torej, ja. Posebej pa bi še priporočil, kot smo gledali, ko listamo novo družino, pogovor s Saro Ahlin Doljak. Kaj nam govori njena zgodba? Sara Ahlin Doljak, verjetno veliko naših bralcev, gledalcev pozna njeno zgodbo, ima multiplo sklerozo. V tem pogovoru nam je bila zelo osebna. Zaupala nam je, kako je preživljala Božič pred to boleznijo in kako sedaj. Vemo tudi, da kakšno voljo ima do življenja, neverjetno, ko človek bere to, pa tudi to, kako je uspešna. Nenazadnje je že nekaj let izbrana za spada med 10 najbolj vplivnih pravnic v Sloveniji. Tako da res priporočam to tudi za kot eno tako duhovno in tudi motivacijsko branje v teh praznikih. Odpravljamo pa se tudi v Betlehem, v srčiko tistega, kar se je dogajalo pred 2000 in več leti. Kam točno, kako je prišlo do tega? Še prej pa predlagam, da se odpraviva k sliki Džota, Jezusovo rojstvo v kapeli. In smo letos, je bila ideja, da dajmo nekomu napisati, kaj ob rojstvu razmišlja Jožef, Marija, angeli. In smo dobili našega Gregorja Čušina, ki je mojster besede, ne samo v živo in nastopih, ampak tudi zapisane besede. In res zelo zanimivo razmišljanje, pogovori med angeli, kaj doživljajo o tem Jezusovem rojstvu. Ja, kot si dejal, Marko, smo pa šli tudi v Betlehem, oziroma bolj natančno povedano, najina kolegica Ksenija se je tja odpravila z turistično-romarskim uradom družina, kjer so res obiskali Betlehem, vse najpomembnejše kraje okrog Betlehema, tako da imamo v bistvu kot na en reportažni način zapisano, kako danes gleda, se pravi v besedi in sliki, kako danes gleda Betlehem in kako so ga tudi doživeli romarji, ki so šli skupaj s trudom tja. Vemo, da vsi žal med prazniki ne moremo biti prosti. Med tistimi poklici, ki to onemogočajo, so tudi zdravniki, medicinske sestre, policisti, pa še bi lahko naštevali, in eno od takih zgodb predstavljamo tudi v rubriki Osebno. Ja, predstavljamo babico Marušo Tomšič iz Vrhnike. Jaz jo osebno poznam in vem, da je zelo srčna oseba, ki nekako uživa in je srcem pri svojem poklicu. Ima rada mamice, ima rada novorojenčke, čeprav sama nima družine, se mogoče zaradi tega še toliko bolj razdaja in nam je zaupala, kaj pomeni rojstvo otroka, kaj pomeni tudi delati, recimo. Velikokrat je bila dežurna ravno na Božič, ne vem, ali bo letos tudi. Tako, z prve roke, kako izgleda delo babice na praznični večer. Ko se rojevajo novi Jezuški v sodobnem času. Ja, pa če sva začela z jaslicami, morda še zaključiva z jaslicami, ampak ne bova šla čez mejo, pač pa kar v Sloveniji ostajava, in sicer v Boštanju. Tako. Ja, zdaj tele jaslice v Boštanju je naš kolega novinar pripravil, ker gre za enega najbolj znanih jasličarjev v Sloveniji, ki dela že 30 let. Sam je
elektromehanik, obvlada te miniature, tudi razne mehanične stvari in so res neka prava poezija, bi rekel, obrtnega znanja, filigramskega dela. In ja, mogoče tale razstava, ko se boste prebrali, je lahko tudi ideja za kakšno praznično potovanje proti Dolenjski v Boštanj. Tako. Da si jo tudi v živo ogledate. Seveda. Torej, No, pa če, če že govorimo če so v praznikih, pa ne morejo mimo Marka Čižmana, ki je tudi nekaj pripravil za prigrizant, tudi jesti je treba v praznikih, upajmo, da ne preveč, pa nam predstavi božično-novoletne prigrizke. Bo pa tudi mogoče ideja za naše bralce za kakšno praznično ali pa celo božično-novoletno kosilo. Da ne bova izdala preveč, Boštjan, morda zdaj res še čisto za konec, ko se takole oziramo proti zaključku leta. 52 številk je za tiskanim uredništvom Družine. Eno tvoje voščilo vsem bralkam in bralcem, ki bodo prebirali te strani. Ja, drage bralke, spoštovani bralci, vam želim zelo na kratko eno blagoslovljeno leto, prej še praznike božične, da bi ga res v eni milosti in miru preživeli v vse to leto in da naj vam prinese veliko lepega, veliko lepih trenutkov, pa naj bodo blagoslovljeni vsi ti trenutki.